najprej sem se razkril svojemu bratu in sem glih bil na eni mednarodni konferenci v Albaniji in me je pač spraševal, koliko je bilo, koga sem ga spoznal in pa sem mu tudi povedal, da sem bil všeč eni punci in sem tudi pokazal njeno fotko gor na Facebooku in potem je začel spraševati, zakaj pa nista kaj imela, zakaj nista nič delala, pa jaz sem pol toliko dolg je drezal vame, da sem mu pač pol končno povedal, da sem gej. In sprva je tako to sprejel z začudenjem, pač ni mogel verjeti, no pol pa čez nekaj časa pa je pač začel razumeti in tudi je to zelo lepo sprejel. Potem, čez par tednov sem pa povedal svoji najboljši prijateljici, tudi ona mi na začetku ni verjela. Je tudi to sprejela z začudenjem, sam je pa tudi sprejela na pozitiven način, smo se tudi o tem veliko pogovarjala. No in potem po izpitih, enkrat junija sem pa povedal še staršema. Prvo sem povedal očetu, moja dva sta ločena, tako sem prvo povedal očetu na avtocesti, ko me je peljal iz železniške postaje domov. In tudi prvo me je sam tako gledal in pol je pa rekel, jaz te imam vseeno rad, si še vseeno moj sin, ne glede na kakšne spolne usmerjenosti si. Doma pa sem povedal še mačehi in njeni hčerki, oni dve sta pa to tako tudi sprejeli, sta bila zelo začudeni, nista mogla verjeti in tudi sta imela polno vprašanj zame. No, potem naslednji dan sem prišel še k mami, sem pa še njej povedal in moji sestrici, ki je 16 let stara, in ona je bila čisto vesela, je napisala celo na MSN pod status. Mami je šlo pa na jok od veselja, tako je bila zelo vesela, da sem ji povedal. In je rekla, da je čutila že iz otroštva, da sem jaz bil drugačen od svojega brata, ker sva enojajčna dvojčka. In je rekla, da sem jaz bil vedno bolj čustven, vedno bolj razumevajoč kot moj brat. No, in potem, čez poletje sem pa povedal še sošolcem in prijateljem in nisem rekel, naj le povedal naprej ostalim, da se mene bo treba vedno znova avtirati, ker s tem tudi meni veliko dela prihranijo, da se meni treba vedno avtirati. No, in tudi zdaj mislim, da že skoraj vsi na faksu vedo, tudi profesori, asistentje, in do zdaj nisem imel niti ene negativne reakcije, vsi so dobro sprejeli. Res je, da na našem faksu je zelo tako odprto okolje, je zelo liberalno okolje, tako da res ni bilo nekih problemov. Kaj bi še lahko dodal? No, moram reči, da se je moje življenje zelo spremenilo potem, odkar sem se razkril, ker sem bil končno zadovoljen sam s sabo, končno sem se imel rad, nisem mislil več o sebi v tem smislu, da homoseksualnost je pa ena velika napaka v meni, ena anomalija, ki bi bilo treba odpraviti, in sem se končno sprejel. In zaradi tega tudi vsem vam ostalim pač priporočam, da enako storite, enkrat, ko boste bili pripravljeni, ker bo tudi vaše življenje potem lažje. Morate pa vedeti, da ta coming out proces to traja, to ni takrat enkrat, ko se razkrijete in je tega konc, ampak se razkrivamo vsak dan. Vedno spoznavaš neke nove ljudi, si v nekih novih situacijah in se vedno znova se postavlja tisto vprašanje, no, zdaj se bom pa razkril, in potem pa poveš, ne vem, pa omeniš kak detalj, ki razkrije, da si gej, tako da to traja, to je proces, ki traja in na začetku je težko, pa je vedno lažje, in se tudi naprimer, da imaš gej frende, ali pa lezbične frende, ali transspolne, biseks, to tudi zelo pomaga pri razkrivanju, tako da srečno.